Menedžerski avto leta. 5. mesto. Lexus RX. Udoben, res ekskluziven in tudi tehnično napreden Lexus RX 450h je odlična alternativa neposrednim tekmecem in limuzinam tega razreda. Hibridni stroj prinaša posebno doživetje. Če znate z njim pravilno ravnati, tudi varčuje. Predvsem pa seboj vozi veliko tehnične ekskluzivnosti in udobja, na katerega so zelo športne limuzine že pozabile. 4. mesto. Jaguar XF. Eleganten, lahek in športen aluminijasti mačkon je prava paša za oči in voznika. Za marsikoga bo celo preveč športen, za druge ravno prav. Hkrati pa je XF, res da pri trenutni cenovni politiki, še vedno dovolj ekskluziven in cenejši od tekmecev. 3. mesto. BMW serije 7. Super limuzina, ki ponuja razkošje, dinamiko in skoraj človeško pamet, je brez dvoma najboljši avto letošnjega finala, ki zna skoraj vse. Obenem pa je tudi daleč najdražji. Že osnovna različica namreč stane prek 100.000 evrov. Odličnost, ki je namenjena razmeroma ozkemu krogu menedžerjev. 2. mesto. Audi A6. Audi A6 je že stalni gost tega razreda in lanski zmagovalec našega izbora. A6 ne glede na različico ponuja dobro izbiro, saj vse skozi sledi času in ne kaže vidnih slabosti. Zato je tudi letos uvrščen zelo visoko na naši lestvici. 1. mesto. Mercedes-Benz razreda E. Novi razred E pa ponuja tisto, kar je značilno za prave zmagovalce. Nemška limuzina je nabita z inovacijami. Na varnostnem področju se zdi nepremagljiva. Pri udobju postavlja nova merila, obenem pa kljub naprednosti ni predraga. Natanko tako si na financah predstavljamo menedžerski avto leta. Kaj pa menijo bralci in člani menedžerske žirije?